Drage gledalke, spoštovani gledalci, sem Bojan Božar, vi pa gledate današnjo uro resnice, z menoj sta Edvard Kardič pa Peter Gregorčič. Imamo pa tri tako zanimive politične teme. Prvo bi predlagal, da gremo na izbor novih ustavnih sodnikov oziroma sodnic ustavnega sodišča. Začela se je zdaj v bistvu bitka za to, kdo bo prišel tja na mesto Špelice Mežda in pa Marka Šolja, ki odhajata, ki ima poteče mandat. Zdaj, Peter, zakaj je imenovanje ustavnih sodnikov, ustavnih sodnic pri nas tako, se tudi druge tudi verjetno, tako pomembna notranja politična tema? Ja, ker ustavno sodišče je v bistvu edino sodišče v državi, ki ima v nekih izjemnih primerih celo moč zakonodajalca. Vrši pa nekako in igra izjemno pomembno vlogo v sistemu zavor in ravnovesij. In vkolikor se bi ustavno sodišče zlilo z drugima vejama oblasti, se pravi z zakonodajno in izvršilno, torej z vlado, potem ta zavor ravnovesij odpade in potem v taki državi lahko oblast vlada brezmejno in tudi neomejeno. Se pravi, če imaš ti parlamentarno večino, potem lahko narediš, kar hočeš, ni nobene druge zavore v tej državi, nobene druge institucije, ki bi preverjala, ali so tvoje odločitve skladne z tistim glavnim okvirom, ki je v ustavnih demokracijah to ustava, in lahko tudi svobodno krši človekove pravice in temeljne svoboščine. In taka država potem postaja v resnici diktatura. Se pravi, če smem, ustavno sodišče v resnici zagotavlja to, da je neka država resnično demokracija. In samo še ta stavek bi rekel, težave, ki jih imamo v Sloveniji, izvira tudi iz tega, da imamo trenutno, po mojem mnenju, na ustavnem sodišču eno najslabših sestav ustavnega sodišča v celotni zgodovini naše države. Morda kasneje malo več pojasnim, ampak zdaj bi rekel, to je najbolj spolitizirana sestava, ki trenutno sedi na ustavnem sodišču. Ja, zdaj, kaj mi je zanimivo, v tej dosedanji fazi postopka je to, da je se prijavilo 13 kandidatov za te dve mesti, ampak še prednje predsednica republike, ki v bistvu formalno predlaga kandidata državnemu zboru, potem je pa ta izvoljen, pa ni izvoljen za navadno večino, se pravi 46 glasov, kar pomeni, da vsaka koalicija ga lahko avtomatično izvoli, ne rabi iskati nobenih kompromisov za opozicijo. Še preden se je ona s komerkoli v teh sestava predsednica republike, je v bistvu koalicija že dala vedeti preko medijev, kdo je favorit, kdo bo na koncu dejansko izbran. Gre za Primoža Gorkiča in pa Nino Beteto, ampak zanimivo je to, oba pa sodita na ta levi politični pol, pri čemer iz sodišča ven odhaja Špelica Mežna, ki sodi sicer na levico, ampak Marko Šolji, ki sodi pa na desnico. Zdaj mi, da se pogovarjava, včasih rečeva v tej kadrovski politiki, ki se zdaj dogaja, da gre za tako eno betoniranje ustavnega sodišča. Zdaj, Edvard, je to zdaj, bom rekel, v bistvu to, kar je Jasna Murgel, takrat vsi jo poznamo, kot bivšo poslanko stranke SMC in pa prej sodnico v Mariboru in pa zdaj spet sodnica v Mariboru, ker nekoč rekla, počakajmo še nekaj let, potem pa zavzamemo ustavno sodišče in zadeva je v bistvu rešena. Mislim, da je vloga ustavnega sodišča v Sloveniji v bistvu se izrodila prav za to politizacijo, to se pravi kulminacija te politizacije, pravzaprav prav zakon o RTV-ju, kjer je šlo za eklatantno v bistvu politiziranje nekega vprašanja, ki je bil tehnično gledano roko na srce nič posebenega. In ta pravna praznina, ki je nastala takrat s to neodločitvijo, da tudi se nimaš zdaj nekaj pritožiti, kakorkoli, zadeva visi v zraku in to v bistvu res potrjuje to tezo, da imamo ta trenutek daleč najbolj spolitizirano zgodbo. Problem ustavnega sodišča je, ker pri ustavnem sodišču, za razliko od vseh ostalih sodišč v verigi, ne gre izključno za pravo. To se pravi, gre tudi za presojanje po sistemu neodvisnosti, te notranjega kompasa, etičnosti in v Sloveniji smo zadeve, jaz bi celo lahko rekel, zavozili celo v to smer, da je ustavno sodišče danes tam v neki vlogi razsojanja, kdo bo imel večjo moč med samimi vejami oblasti, kar je pa v nasprotju z tem ravnovesjem, o čemer smo prej slišali, da ustavno sodišče presoja, kdo bo imel večjo moč pri kakšnem vprašanju ali ne, in ne presoja več, ali je nek zakon zgolj in izključno v skladen ali neizkladen z ustavo. Lahko bi celo tako rekel, da ustavno sodišče kot takšno je pravzaprav na koncu dneva zgolj in izključno samo varuh
neke skladnosti z ustavnimi izhodišči, ne, to se pravi s tistim, kar je si ustavodajalec zamislil, da naj bi neka družba delovala, kar pa ni nujno vedno samo, kako bi rekel, po črki nekega zakona, ampak gre tudi za te interpretacije, ki so dopustne in da potem iz tega nastaja neka sodna praksa, ki potem narekuje v bistvu demokratični ustroj družbe. In tako kot smo že, mislim, da je 2 meseca nazaj v eni od ur resnice v bistvu prvič res na glas povedala, ne, da prava bitka do volitev se bo bila prav okrog ustavnega sodišča. Vse ostalo je sicer seveda politično zanimivo in tako naprej, ampak ta bitka se bije za ustavno sodišče pa zaradi te izrojene vloge ustavnega sodišča, da to ni več v bistvu neko telo, ki slovi po ugledu, da ne rečem, mogoče mečkam pretiravam, po nekem bolj kot ne častnih funkcijah, ki skrbijo kot neke očetje, mame naroda, ne? Ampak se aktivno, to je postalo neko telo, ki se aktivno vpleta skoraj v dnevno politično dogajanje, kar pa je v nasprotju s samim bistvom in jedrom, to se pravi vloge varuha ustavne ureditve, to se pravi tistega najvišjega pravnega, to se pravi vzvoda, ne nazadnje, v družbi, ki naj bi še varovalo to, da mi sploh živimo v neki demokraciji. Ne? Zdaj, eno od prejšnjih sestav ustavnega sodišča, ko bomo rekel, je sodilo 3 točke najmanj, ne, ki niso šle nikako v račun tranzicijske levice. Eno je tisto okoli Titove ceste, ne, potem ta zakon o zasebnem šolstvu, kjer si bil tudi ti osebno vpleten in pa seveda spustilo je Janeza Janšo na prestol v aferi Patria. Očitno, ampak zdaj, ko gledam ta imena, očitno tega več ne nameravajo dopustiti. Ne, se kaže, ne, skratka, in mislim, da pač prejšnja sestava ustavnega sodišča, predvsem prva, ne, tudi ko se bere odločbe prve sestave ustavnega sodišča so resnično logične, kratke in jasne. Ne. Ta sestava, trenutna pa se zapleta sama vase, ne, ampak tam se bojim, da je tranzicijska levica videla, ne, da v resnici je bilo ustavno sodišče, če deluje tako, kot bi moralo delovati, ne, Edvard rekel, deluje v skladu s pravom. Jaz mislim, da ustavno sodišče bi moralo delovati izključno skladno s pravom. Ne. Sicer imamo samo še en politični organ. Ne? In tam so se jim zgodile 3 stvari. Se pravi, rahlo se je razrahljalo zasebno šolstvo, ki ga tranzicijska levica dojema kot ideološki aparat za vzgojo novih volivcev, ne? In bi z delovanjem pravne države izgubili ta neupravičen monopol. Ne? Druga stvar se jim je zgodila Titova cesta, kjer je, dokler bi bil ta sistem vodotesen, oni ideološko obvladujejo tudi javno mnenje in diktirajo tudi politične teme zreducirajo na opredeljevanje do naše boleče zgodovine, namesto da bi odpirali razvojna vprašanja. Ne? In tretja zadeva seveda je pač obsodba, takrat se pravi zadeva Patria, kjer lahko na ta način, ne, če imaš sodstvo vodotesno od prve stopnje pa do ustavnega sodišča, ne, lahko delaš politične montirane procese in s tem onemogoča svoje politične nasprotnike in potem pač vladaš neomejeno in brezmejno, kar sem že v uvodu rekel. Ne. In potem se pojavi neka poslanka, ne, mislim, da je bila Jasna Mugerli, ki reče 9 let, to je mandat ustavnih sodnikov, hitro mine, v tem času zamenjamo ustavne sodnike, ne, torej dobesedno za zlorabo oblasti prevzamemo ustavno sodišče. Poglejte, recimo v Sloveniji po mojem na redkih držav, ne, ali pa če ne edina, ne, kjer ima tako imenovana civilna družba, leva civilna družba, vse vzvode moči. Ne. Imate ustavno sodnico, oblasti, je tako, oblasti. Ne. Imate ustavno sodnico, ki je del te civilne družbe, ne, in ta civilna družba spiše zakon o Radioteleviziji Slovenije, ki ga presoja del njihova ustavna sodnica. Ne. In potem, da so to resnično dosegli, se pa, tako kot Edvard rekel, kaže prav na zakonu o Radioteleviziji Slovenija, ker je šlo za politično kadrovsko čistko, ki je v evropskem pravnem redu že bila sankcionirana. Ne. Se pravi, na Madžarskem, Poljskem so se zgodile identične stvari. Ne. In ta sestava ustavnega sodišča, ker ni uspela iti proti pravu, se je sesula sama vase, zadevo postavila v predal in potem prejšnji predsednik tega ustavnega sodišča, ne, Matej Accetto, ki je po mojem mnenju en od glavnih krivcev za degradacijo te inštitucije, in to je slabo, to pomeni mi iz demokracije tonemo v totalitarizem. Ne. Je imel na odprti sceni komentiral zadevo, v kateri je sodnik poročevalec, ne, in rekel, da ta zadeva pol leta še ni stara in tudi med dvemi letimi čez 2 leti ne bo še med najstarejšimi. Danes je minilo več kot 2 leti, oziroma mislim, da zdaj minuje 2 leti od te tiskovne konference in ta zadeva je še vedno v predalu, ne, ker pač Matej Accetto, ne, on se pobruha na pravo.
Njega pravo ne zanima. Ne? On, kot je takrat si ti pisal, se je potegoval za vrhunsko službo sodnika na Evropskem sodišču, se pravi sodišče Evropske unije. Ne? Hvala Bogu mu to ni uspelo. Ne? Ker sem jaz in del tiste civilne družbe aktivne rekel takrat, smo se zabičali, ne moramo nič doseči glede prava morda v Sloveniji, bomo pa usmerili vse svoje sile, ne, da tisti ljudje, ki kršijo pravo, ki kršijo demokracijo, kot sta Mateja Četo in takrat se je izkazal za en od takih tudi Rajko Knez, ne bodo dobili vrhunskih pravnih služb v Evropski uniji in bomo dali vse od sebe, da se to nikdar ne bo zgodilo, ker ti ljudje lahko gredo samo v tisto anale temnih kotičkov zgodovine, ne more biti pa nagrajeni s takimi vrhunskimi službami. Četo je v tisti skupini treh sodnikov, pa ene sodnice, oziroma treh sodnikov, ki jim prihodnje leto poteče mandat, ne, oziroma Četo in Rajko Knez, kot si omenil. No. Ampak je pa zanimivo, ni šel skozi. Ne, hvala Bogu, torej neke pravice na tem svetu še vedno je in očitno so tudi drugi videli, kako je Mateja Četo osebno degradiral inštitucijo Ustavnega sodišča. Pazite, da sodnik na odprti sceni komentira te zadevo, v kateri sodi, to je nezaslišano. No? In da celo pove, da bo pospravil aktivno v predal, ker kot sodnik poročevalec to lahko naredi. Ne? Sodnik poročevalec je tisti, ki diktira smer in tempo. Se pravi, Ustavno sodišče o zadevi odloča takrat, ko pride sodnik poročevalec z poročilom na sejo. Ne? In Mateja Četo se odloča, da bo to zadevo blokiral. Ne? Verjetno takrat v zameno za službo, ampak pozabil je pa to, ne, da pri Robertu Golobu se še nikomur ni dobro išlo. Ni se šlo Tomažu Veselu in ni se šlo zdaj tudi Matejo Četu, čeprav je bil pripravljen za to službo poteptati pravo. Ne? Zdaj, Edvard, to recimo, da vam pride informacija preko medijev, ki v bistvu lansira ven koalicija, ne, zdaj verjetno kdo od Golobove stranke. Kaj to pomeni recimo za postopek, ki ga vodi Nataša Pirc Musar, recimo za Natašo Pirc Musar samo, da se v bistvu koalicija že pove ime dveh kandidatov za ustavne sodnike, ki boste šla skozi? Ja, Mislim, to je malo tudi ponižanje za njo. Nataša Pirc Musar se mi zdi, da se sama nekoliko postavlja v tak podrejen položaj, da lahko, kako bi rekel, z njo delajo, da ne bom kakšnega grdega izraza. Kot svinja z mehom. Ona je prva oseba v državi, tako ali drugače. Ne? In zdaj, da mirno pospravljajo te od predlogov kandidate in tako naprej, je naravnost katastrofalno. Ne? Je pa res to, ne, da ta vloga Mateja Četa, ne, je mogoče bistveno večja, kot se nam sploh zdi, in jaz bi šel tukaj še pol koraka naprej, ne, če bi imel to moč, jaz bi njega kazensko preganjal, zato ker je pač naredil z neko državo v resnici, s tem, ko je pospravil zgodbo z mize. Kaj mi danes počnemo? Ne? Mi danes poslušamo konkretno na RTV-ju, ne mine en dnevnik, da ne poslušamo posebnega prispevka o trpljenju v Gazi, to se pravi, kakšne barabe so Izraelci. Ne? Če bi to obrnili na drugo stran, bi lahko poslušali v vsakem dnevniku, kakšne barabe so Palestinci. Ne? In tisti trenutek, ko pride do takšne močne polarizacije, tudi predsednica na mesto, da bi delovala povezovalno, ves čas, z vsako odločitvijo, z vsakim imenom, je ves čas pravzaprav pod, ne vem kaj ne rečem, na okopih, da more iskati neke čudne kompromise. Očitno je ta razmislek 2-3 korake naprej očitno malo umanjka, no, da se zaletava v neke stvari. Recimo mene verjetno, mislim, tako kot če marsikoga v Sloveniji zgrozila lahkotnost uporabe izraza genocid v Evropski uniji, ne? Ampak to ravno tako pri teh imenih. Ne, ko jih gledamo, kdaj bomo mi srečali, recimo, ne vem, imena, kot so resni kandidati, ne vem, konkretno, smo se prej mečkam pogovarjali o varuhu človekovih pravic, recimo, ne, kaj bo s temi imeni, ne vem, ne, ampak gre za to, da osebe, ki so na vrhu našega političnega sistema, dovoljujejo polarizacijo, da gre v neslutene razsežnosti, kar pomeni, da ta razdor postaja tako velik, da tudi sami ne morejo več prestopiti. Ne? In ne nazadnje, Nataša Pirc Musar je danes v nekem položaju, kjer pravzaprav ona sama težko stopi čez ta prepad, katerega sestavni del ona v bistvu predstavlja, ga ona koplje, ne nazadnje s to, dajmo reči, pristranostjo, z nekimi stališči, ki v resnici niso. Ona je predsednica vseh. Ona ni predsednica samo, kaj ne rečem, levo
ne vem, kako naj sploh rečem, tega progresivnega dela slovenske družbe, ampak je hkrati tudi predsednica konzervativnega dela družbe, kar se tudi preslikava skozi imena, ki jih mora ne nazadnje predlagati naprej za funkcije. Ne? Pa zdaj, kaj berem, recimo, pač, ne vem, biografije teh dveh kandidatov, Nine Beteto pa Primoža Gorkiča, mi je zanimivo to, da mediji v bistvu ne poročajo o tem, kaj sta recimo ta dva doslej naredila, ampak samo recimo poročajo tiste stvari, kjer ju povezuje z politikom Janezom Janšo. To mi je ful zanimivo. No? Recimo Gorkič je bil takrat zaposlen na Ustavnem sodišču kot svetovalec, pa je kritiziral tisto sodbo Ustavnega sodišča, s katero je spustilo Janšo na prostost. Prav tako Nina Beteto je bila vpletena v svoje delo Janše kot vrhovna sodnica, ampak zdaj, je to zdaj edin kriterij, kako za ustavne sodnike? Pride nagrada, verjetno pri Gorkiču. To je nagrada, kako? Verjetno pri Gorkiču bi rekel, je še drugi kriterij. Kot mi je znano, Gorkič je izrazito človek družine Čeferin. Pričemer ima zdaj družina Čeferin, vsaj simbolno, vladuje Ustavno sodišče, ker je Rok Čeferin trenutno predsednik. In se pravi, zdaj Špelca Mežnar, ki odhaja, je tudi velja za osebo, se pravi družine Čeferin, bila mislim, da pripravnica v njihovi pisarni. In zdaj, če se malce pošalim, če en vojak družine Čeferin odide z Ustavnega sodišča, mora drugega pripeljati in zato menim, da vsaj za Gorkiča bodo do konca vztrajali, da gre na Ustavno sodišče, ker s tem potem družina Čeferin neposredno vladuje tudi tole najvišjo instanco sodstva, tudi Ustavno sodišče, in jim je to verjetno zelo pomembno. Bi pa rekel sam še eno stvar, kar je pa še tudi novo v tej sestavi in kaže pa tudi na čustveno nezrelost te sestave, pa ta, opozorili so me, da so tile ustavni sodniki zelo občutljivi na javno kritiko in se potem, če kdo jih je kritiziral, se potem, ko najde priložnost, z njimi polemizirajo v svojih ločenih mnenjih. Kar je pa nikoli do zdaj še videno. To je neverjetno. Da ustavni sodnik seveda ima pravico govoriti, ampak ne gre v pogovorno oddajo, naj se skašla, ne more pa znotraj ločenega mnenja, ki je del celotne odločitve Ustavnega sodišča, se tudi priloži odločitvi, polemizirati s posameznimi kritiki njihovega dela ali pa dela Ustavnega sodišča. Torej, ampak to kaže, mislim, da so obračunavali, zdaj se ne spomnim, katera dva kejsa, ampak mislim, da so obračunavali za eno kolumno Mateja Avbla, in mislim, da je bil to Knez, potem pa v ločenem mnenju, ki zadeva neko pravno odločbo. Tako. Pa mislim, da zdaj na zadnje mi je šla, kateri kejs je bil za Jurijem Toplekom, tudi sem nekje ujel, bi mogel preveriti, ampak zdaj je prišlo na misel, ampak to dejansko drži, lahko se gre to raziskati. Skratka, to kaže na nezrelost teh ljudi. En od pogojev, da si ustavni sodnik, je mislim, starostna meja 40 let. In ta starostna meja je namen te, spodnja meja, spravi, da si starejši od 40 let, kar kaže, da se je zakonodajalec, ko je to pisal, oziroma če to celo ustavodajalec, zavedal tega, da na tej funkciji rabiš osebnostno, čustveno dozorele ljudi. In ti ljudje, čeprav so starejši od tega, ne kažejo te svoje čustvene in osebnostne in splošne zrelosti. In zaradi tega so degradirali to Ustavno sodišče. In jaz, ko bomo gledali naslednjo sestavo, bi si želel, da bi predsednica kot tista, ki lahko predlaga in s tem ima veto na kandidata, ne more ga zvoliti, ampak če ga ne predlaga, ne more biti zvoljen, torej ima veto, in tudi vladna koalicija bi gledala tudi tole zrelostno plat. To Ustavno sodišče zdaj resnično rabi neko zrelostno plat in zrele ljudi, ki bodo znali presojati. Neko politično... ampak tukaj se je treba, bom rekel, zelo jasno postaviti. In jaz se tukaj zelo strinjam. Ti si prej komentiral, ker si rekel, da se sicer strinja z mano, ampak da mora Ustavno sodišče izključno popraviti. Izključno popraviti. Seveda mora popraviti, saj je v bistvu del pravnega reda, ampak hkrati je pa prav ta vidik, ta osebnostna zrelost, da se, to se pravi neodvisno in, kako bi rekel, etično pravilno, ali ne vem, etično, ne vem, pravilno mogoče ni najboljši izraz, ampak etično presoja določene v bistvu razsodbe, ko se jih presoja, in te pa niso vedno, bom rekel, po črki, pač črka zakona je lahko interpretirana tako ali pa drugače. In tukaj pride tisto, kar se je zakonodajalec tukaj očitno zavedal, tistega Platonovega izreka, da ni filozofa pred 50 letom, kar pomeni, da moraš biti osebnostno zrel. In osebnostno zrela je pa tista oseba, ki je sposobna na točki odločitve sprejeti odločitev tudi v nasprotju z javnim mnenjem, v nasprotju z nekimi svojimi političnimi preferencami. Zakaj? Zato, ker zasleduje ta tako imenovano višje dobro.
Ne? In to ne pomeni, da je v nasprotju z zakonom. To samo pomeni, da je, bom rekel, dobesedno zrel nekdo toliko do te točke, ne, da lahko rečeš, da med ljudmi rečemo temu, tudi če se skregaš, greš lahko potem na pivo. Da si osebno sem toliko zrel, ne, in tukaj imamo pa mi resen problem. Ne, in prej bi omenjen, v bistvu se spet vrtimo okrog Janše, ne, okrog proti, za. To so glavni argumenti pri imenovanju ustavnih sodnikov. To je šlo v Sloveniji toliko globoko, ne, da je enostavno na trenutke že prav grozljivo, ne, da slej, ko prej prideš na to proti, za. Pri Avdiću smo že prišli, zdaj samo čakam še, da pri tem spopadu zakoncev Volk proti Niki Zojan, tu še nismo pa Janša, ampak je samo še vprašanje dni, ko bomo. Kaj bi rad poslušal, pa kaj ne rad poslušal. Tako da, no, ampak jaz tukaj res zagovarjam ta vidika, ne, da jaz v bistvu nisem niti v stanju, da bi presojal neke pravne vidike ali pa recimo izkušnje in tako naprej. Lahko rečem, da ima nekdo več izkušenj, manj izkušenj, ne? Ampak jaz verjamem, da so vsi te kandidati plus minus dovolj vešči prava, da bi, bom rekel, imajo vsaj potencialno možnost priti skozi. Ne? Ampak recimo tak ključen primer je pa Matoz. Ne? Pri Matozu je pa, bom rekel, ta polarizacija, to se pravi, ne? In če on jutri pride na položaj ustavnega sodnika, je to v bistvu res je izziv, ne? Res je izziv. Zdaj, kakšne možnosti ima, nočem o tem razpravljati, ne? Ampak hočem reči, ne, da je mogoče zdaj že prvič se nakazuje na obzorju in zato jaz tudi ne nazadnje apeliram, ne, pač na odločevalce, ne, da je mogoče prvič na obzorju tudi priložnost, da bi se mogoče to osebnostnega razvoja ustavnega sodišča dvignilo na višji nivo in prešlo ven iz tega blata politikantstva, znotraj katerega nas je vlekla prav ta zasedba z Matejem Accettom v ospredju. Ja, zdaj, če bo Matoz postal ustavni sodnik, bo to izziv tudi zame, ker bo mogel iskati novega odvetnika. Pa veljavo bo, da ima Janša tam ustavnega sodnika, ker je po mojem pač bistvo pri ustavnem sodišču. Ni samo kakovost kadra, bistvo je tudi videz nepristranosti. In recimo sam sicer mislim, da itak nima nobene šanse v trudno sestavo, ampak tudi sicer, če bi se slučajno vmes sestava parlamenta zamenjala, upam, da ne bo Matoz, ker potem bomo spet diskreditirali ustavno sodišče, čez to rekoč, da zdaj pa to Janšovo ustavno sodišče. Ne? Ustavno sodišče mora veljati za institucijo, ki je institucija izključno v interesu pravne države. Ampak to je zelo dobra točka za razpravo, ker je on odvetnik od Janše. Tako ne bom rekel, dober poskus navijaštva, no, ampak meni ni blizu. Čigavga mojega? Za Matoza. Pravim, da je to točka razprave o tem, koliko si sposoben zavzeti distanco. On je odvetnik od Janše. On ni, ne vem kaj, vidni član SDS. On je odvetnik. In zdaj nekdo, ki je odvetnik, ne vem, od Goloba ali pa odvetnik od Hana ali pa kogarkoli, če kandidira za ustavnega sodišča, je v drugačnem položaju kot Matoz. O tem govorim. Ne? Kakšne so možnosti? Tukaj se bo lahko zelo hitro strinjamo. Ja, ne vem, če so posebej visoke. Se lahko zelo ampak se to je zanimivo, da če si odvetnik od Janše, se ti več čas odloči, da si odvetnik od Janše, če si odvetnik od Goloba, se ti to date odločiti. In je to točka, v kateri bi družba morala razmišljati, v kakšno blato smo zašli s to polarizacijo, da celo razpravljamo o tem, a je to navijaštvo ali ni. Ne? Zdaj, Peter, veliko se govori o tem, no, da se pač ustavno sodišče presoja rezultatsko, ne? Da so nekateri ustavni sodniki, oziroma posebej Špelca Bežna je bila znala potem, da ne bi me da večkrat prekinila debato, da imamo takoj glasovati, se vemo, na kakšni poziciji smo, ampak ti si zdaj, to je bil nek aktivizem politični, ne? Ampak ti si zdaj potegnil ven še neko čustveno nezrelost. Ne? Ja, in zakaj smo sploh to zvedli? Ne? Zaradi tega, ne? Ker to je pa drugo, kjer je bil kot predsednik Accetto odgovoren za degradacijo ustavnega sodišča, je, ne? Da v pomembnih zadevah informacije razprav, ki bi morali biti tajne, ne? Zato da zagotovijo enakost strank v postopku, da zagotovijo nepristrano sojenje, ne? So začeli vam puščati. Ne? Zato smo tudi izvedli, da so nekateri sodniki rekli, ja, že, to so res argumenti, ampak če bomo po njih odločali, bo odločitev v nasprotju za našo voljo. Se pravi, kaj pomeni rezultatsko sojenje? Rezultatsko sojenje pomeni to, da jaz ne kot sodnik pridem neopredeljen, preberem argumente in se odločam, ampak jaz najprej rečem, rezultat mora biti tak in potem nazaj iščem argumente, ki bom sestavil v kolikor toliko logično celoto, ne?
da bo vam prišlo, kar bo prišlo. Ne. Sem pa slišal od svojih virov, da v resnici kdaj ustavni sodniki zahtevati, namreč prve osnutke ponavadi pišejo strokovni sodelavci, zahtevajo pač dve odločbi, eno, da je protiustavno, pa eno, da je ustavno, in to je zelo težko narediti in potem se malo odločijo. Tako da te zadeve... Kako od sodelavcev zahtevajo, da jim spišejo dve odločbi? Seveda, da se vidi, kako bo to stalo. Vse mogoče lahko rečeš, tudi tu je del razsojanja, pogledam, kje argumenti bolj stojijo, ampak vseeno bi pa rekel, kar me pa najbolj zaskrbelo, predvsem v tem delu se pravi zakona o Radioteleviziji Slovenija, kjer sem bil tudi en od pobudnikov, je, da so informacije puščale iz ustavnega sodišča. Ko se je odločil, da se bo začasno zadržanje, ta po mojih zanesljivih informacijah prišel, in to so informacije iz kabineta predsednika vlade, sem jih dobil osebno, je prišel v kabinet predsednika vlade, jutri bodo pa zdržali, in ena od oseb, ki je to upila po hodnikih, je bila državna sekretarka Maša Kociper, in moja edina teza je, da je relacija z Špelco Mežnar, ki zaključuje mandat. Skratka, informacije so prišle direktno tja in potem je vlada želela izpeljati tisti manever, da bi se pravi imela javno obravnavo, ki je ni mogoče razpisati prej v 7 dneh, in v tem primeru bi bil pa že, v tem času bil pa nov svet že imenovan in bila ta zadeva brezpredmetna. In takrat, ker javno obravnavo lahko predlaga katerakoli od strank v postopku, v tem primeru vlada, ampak če pa jo predlagajo 3 sodniki, jo pa predsednik mora razpisati in so potem 3 ustavne sodnice, to vladno idejo posvojile in takrat ustavno sodišče potem našlo nek zakonski razlog, zakaj temu ni treba slediti. To se bodo informacije med kabinetom predsednika vlade in ustavnim sodiščem tečejo. Tako, telefon je odprt in glavni krivec, po mojem mnenju, objektivni krivec je vedno tisti, ki je prvi, in prvi je predsednik, takrat je bil predsednik Matej Accetto. Se pravi, to sta 2 razloga, dva mehanizma, po katerih je Matej Accetto degradiral, razmontiral naše ustavno sodišče. Eno je, da je dopustil, da so puščale ven informacije na vse strani, so mu špricale, druga stvar je pa ta, da kot sodnik poročevalec po spravu zadevo predali, ni hotel ni odločati. Pa misliš, da se, mislim, po tvoji oceni se je kaj spremenilo potem, ko je vodenje prevzel Rok Čeferin? Zdaj moram iskreno priznati, da ne spremljam tako blizu ustavnega sodišča, tako da težko to komentiram. Bi bili pa verjetno mi vsi šokirani, če bi jutri nekdo to iz predala nazaj ven potegnil pa dal v razsodbo in zdaj si predstavljate, kaj bi se zgodilo, če bi ta zakon padel. Če smem tlele, mislim, da je še bolj škandalozna zadeva. Kaj bi se zgodilo, če bi zakon padel? Ja, ne vem, verjetno bi morali nazaj povrniti v prvotno stanje. Mislim, še eno stvar treba povedati, ker tudi kaže, kako ne samo na vlado, ampak še kam drugam teče, kakšen vpliv ima v bistvu po mojem mnenju odvetniška pisarna Čeferin. To je čisto moje osebno mnenje. Zakaj je po mojem Accetto dal to predal? Zato, ker oni predlagatelj bilo 5, 4 fizične osebe, ki imamo, se pravi, zaitno ustavno sodišče, rabiš imeti pravni interes in ta mora biti konkreten in ker je nam prenehal mandat, o tem se vidi izločenih mnenj, so že prej razpravljali, nam se ne more več izboljšati položaj in to nima več pravnega interesa in bi lahko zavrgli zadevo. Problem je bil, da je bil 5. pobudnik Radiotelevizija Slovenija kot institucija. In ko so oni zamenjali upravo, po mojem mnenju so kar pazi, pavšalist na Radioteleviziji Slovenija je odvetniška pisarna Čeferin. In so oni na tiho, po mojem ustavnega sodišča sporočili preko odvetniške pisarne Čeferin, ki je na pavšal na RTV, vi umaknite pobudo, da bomo mi zavrgli. Ampak jaz kot vesten državljan, sem tja redno hodil spis. Sporočili so ustavnemu sodišču, kaj naredi, da bo potem lahko to je špekulacija moja. RTV. Dejstvo pa je, da uprava je svojo pobudo umaknila, jaz sem to v spisu zaznal in to so naredili potiho. Jaz še ne bi tega videl v spisu, to so naredili potiho. In se bo potem za to zaoblom obvestila javnost, ker zdaj sem že večkrat povedal, vse, kar jaz imam, jaz nisem politik, nekaterim poziva, da če tle koga kritiziram, naj grem politik, ne spremljam. Ne, moja vloga je aktivni državljan in kot aktivni državljan imam svoj glas in to govorim tisto, kar vidim. In sva to povedala in takrat je potem državni svet se odlično odzval in je državni svet vložil zahtevo. S tem, ko je posvojil našo pobudo, posvojil pa tako, da je Matej Avbelj objavil v pravni praksi in v spisu sem pogledal, njihovi argumenti so enaki našim, se je izognil zavrženju zaradi pravnega interesa. To zadeva, pazi, je pa prevzel Čeferin, Rok Čeferin, ki je bil pri nas izločen in dokler ga jaz nisem prijavil KPK, se on ni izločil. Potem se je izločil in zdaj mislim, ne vem, to je ena od sodnic 6, ampak zadeve, nisem šel zdaj že dolgo časa gledati, nisem zasledil, da bi niti še združili. Skratka, s tem so dobili šahmat, ker niso mogli zadeve zavreči, namreč ustavno sodišče se najlažje znebi zadeve tako, da jo zavrže. Potem o njej ne rabi vsebinsko odločati, ker tlele bi mogli odločati ali našo korist ali pa proti pravu. Je pa Accetto, samo še to, je pa Accetto sprva sicer omogočil preživetje te zahteve nekaj časa, se spomniš?
Ja, takrat, Je glasoval? in tudi knez. In tudi knez, ja, Potem res se je očitno nekaj vmes zgodilo, ne? Da so Očitno- popolnoma očitno- spremenila mnenje. Ne? Ja, očitno. Ti si takrat pisal, da so dobili obljube služb. Ne? Ja, saj a so drži, kandidirali so, ne? Ja, ne vem, ja. ne? Zdaj, a je to, ne? Če so spremenilo, ampak če pa je to, Spremenili so, to je dejstvo. če je pa to res, ne, potem imamo pa še večjo težavo. Dejstvo je ne vem, če je to res. ne. dejstvo je naslednje, da je Accetto potem spremenil in je postal kandidat za evropskega sodnika. Ne? Ja, To so pač fakti. To so ne? pač Ja, fakti, ja. A si boš kaj še dodal v tej zvezi? Ne. Zdaj, Edvard, se pa dogajajo tudi druge stvari v pravosodju. ne. Miodrag Đorđević do konca leta je še lahko predsednik ustavnega sodišča, predsednik vrhovnega sodišča, potem gre v pokoj, ne more več nadaljevati kariere tam, ampak se je prijavil tukaj za funkcijo ustavnega sodnika, čeprav zdaj vidimo, da očitno, da v tem prvem krogu ne bo šel skozi. Ne. Potem sodni svet grozi z razrešitvijo Marjana Pogačnika, tega dolgoletnega predsednika okrožnega sodišča v Ljubljani. Skratka, nekaj se dogaja v tem pravosodju zdaj. Ne. Ja, kar, A je to kaj tudi povezano potem z tem betoniranjem ustavnega sodišča? jaz mislim, da je Slovenija tako majčkana, ne, da je tako ali drugače povsod najdeš nekoliko močnejše povezave, kot bi jih najdel na nekih velikih državah, recimo kot je, ne vem, Nemčija, Francija ali pa ZDA. Ja, mimo grede, Miodrag Đorđević pa Nina Beteto sta bivša zakonca. Ja. Ne, in je že to je samo po sebi v bistvu v tem problem, ne? Ker roko na srce zelo hitro ugotoviš, da pač da isti ptiči skupaj letijo, ne? Da pač neki nazori so skupni in grejo stvari mečkam po svoje. Ne? Zdaj, jaz mislim, da se nam dogaja nekaj, kar je mogoče pa res pomlad demokracije. Ne? Glede na to, da ilustracije v Sloveniji ni bilo, pomeni, da je nek tok prevzel nadzor nad političnim prostorom in to ga večkrat očitno doživljamo tako ali drugače, to se pravi s prvim krogom privatizacije, pa z drugim pa tako naprej. Ne? In zdaj se nam pa dogaja vseeno, ne, da en del teh starih ali umira, ali odhaja v pokoj, ali hoče iti, ne vem, če se malo poheca na Bahame, ne? Mladi kot takšni, njihovi otroci ali pa njihov podmladek pa ni več toliko zainteresiran na tak način. Zakaj? Ker imajo polno riti vsega. Ne? In ni zainteresiran na tak način peljati neke ideološke bitke. Ne? Če gledamo, bom rekel, že samo razdelitev političnega prostora in kdo vstopa v ta politični prostor in kako se te interesi med sabo prerasporajajo, ne, lahko vidimo, da smo na pragu nekega preloma. Ne. In zdaj, recimo, ta Đorđević je, on gre v penzijo. Ja, ampak mislim, pomembno je pač vedeti to, da je Miodrag Đorđević želel ostati predsednik vrhovnega sodišča, želel je imeti celo nek poseben zakon, Lex Miki, ki bi njemu to omogočil, ampak to je padlo. Ne. Včasih smo živeli v neki ideji, ne, da ko si dosti star, ali kot menedžer, ali kot politikar, koliko, da naravno naslediš vlogo nekega svetovalca, neke modre osebe, nekoga, ki bo iz ozadja ti pomagal v bistvu pri razumevanju, ne vem, gibanja v političnem prostoru, ker si ti toliko mlad, pa neumen, pa naiven, ne, da moraš še zrasti do tega. Ne. Zdaj tukaj, mi smo pa v Sloveniji ideološko tako globoko obremenjeni, ne, da v resnici en velik del družbe išče prelom. Točko preloma in jaz mislim, da smo prav s temi imeni, bom rekel, na sodniji priča na eni strani vseeno nekakšnemu čiščenju, ne, znotraj, da se tisto, kar smo si vsi nekako želeli, pa smo v različnih oddajah že večkrat govorili, da slej ko prej bo prišlo do nekakšnega notranjega očiščenja. Ne. Peter je prej, ko smo se pred oddajo večkrat pogovarjali, lepo razvil to misel okrog samega očiščenja. To si bo veselo očiščenje, ne, oziroma očiščenje. Notranje, pač, da vse smo na pragu nečesa, če smem tako reči, ne, da bo en žark, bom rekel, te pomladne demokracije v bistvu vstopil tudi v pravosodje, v katerem smo pač priča, ne, v zadnjem, po osamosvojitvi, da je ostal del trde, da ne rečem kaj, tranzicijske linije. To je zanimivo, ta večina, ki je zdaj v sodnem svetu, očitno tukaj več te korifeje, ne morejo, kot so Đorđević, Pogačnik in tako dalje, ne morejo več računati na absolutno podporo. Tukaj samo še en stavek. Tukaj moramo vedno upoštevati tudi možnost v bistvu sistemskega strahu, kar pomeni, da ni dovolj, da imaš ti
dajva reči 60% premoč, to se pravi recimo 5-4, ampak moraš imeti čim večjo moč, če se nekaj zgodi, nekdo zboli, drug si nogo zlom, tretje pa ne vem, po kakšni vlogi izločam, se strinjam, in ostaneš na čistini. Ker zdaj očitno bo ta nova ustavno sodišče, tam je neko razmerje 6-3, zdaj po teh kadrovskih zamenjavah, letos pa prihodnje leto bo pa očitno 8-1, Ne, letos ne more biti drugače kot 7-2. Ampak prihodnje leto so te menjave in bo očitno na koncu ostalo 8-1. Ampak sam tu bi rekel, zato je po mojem pavšalno in preveč politično-populistično govoriti o krivosodju. Ker vsak sodnik ima ime in priimek. In jaz iskreno verjamem, da večina ljudi in sodnikov v našem sodnem sistemu je poštenih, dela vestno in dela po svoji vesti, tako kot je treba. In zdaj, ti premiki se po mojem kaže zato, mi nismo imeli ilustracije, ampak imamo državo že več kot 30 let. In tisti, ki je bil takrat star 30, čez 60, in se pravi, mi smo doživeli ilustracijo po naravni poti. Ti kadri, čas je vsem neusmiljen birič, odhajajo v pokoj in se zaradi tega pravosodje čisti in zelo vesel sem, to, kar pa zdaj počne sodni svet, to je resnično velik žarek upanja. Ker če se je to spremenilo in če bodo obdržali to držo, bodo resnično delali tisto, za kar so postavljeni, bodo vrnili sodstvu ugled in tu res rabimo. Mi si ne moramo privoščiti sodstva, ki bo dajalo priložnost ali levim ali desnim politikom, da bodo vpili krivosodje in mu s tem jemali kredibilnost. Ker s tem šibijo institucije pravne države. Sodišča so pomembna institucija pravne države, in potem, če ti to za neke politične namene lahko spromoviraš kot krivosodje, imaš šibke institucije in to je odlično za vse tiste, ki želijo vladati izven institucij. In to je slabo in zaradi tega ta država v resnici stagnira in se ne moramo premakniti naprej. Ja, pa to se jaz absolutno strinjam s tem. Predvsem zato, ker mi sistemsko ne spodbujamo tega, da imajo ljudje, to se pravi volivci, aktivni državljani, kakorkoli že to imenujemo, dovolj trdno hrbtenico, da če nekaj ni prav, da nekaj ni prav. In to se potem zgodi. Mi radi govorimo, radi, tako kot je bilo prej govora o krivosodju, pa radi govorimo o to se pravi MSM medijih, kako delajo tako pa drugače. To se pravi, zelo radi zapakiramo v nekaj, bom rekel, širšega, večjega, v resnici govorimo pa v vsakem od teh primerov o 5 do 10 ljudeh z imeni pa priimki. Kaj smo videli, recimo zdaj konkretno s to afero z Avdićem? Kar naenkrat je nekdo, ki je po definiciji samo glas, je prepoznan v javnosti z imenom, priimkom in se zdaj napleta. Jaz ne vem, kaj je res, pa kaj ni v zvezi s temi nepremičninami, pa ne vem, s tistimi denarjem. Vsak dan pojeta 2 nove nepremičnini ven. Ampak hočem reči, tisti moment, ko pride ime pa priimk, tisti trenutek se začnejo v bistvu težave. In dokler časa ti, in to je pomembno, da ljudje, ki so na odločevalskih funkcijah, spoštujejo, to se pravi red, pravo in dejansko svojo vlogo. Kaj smo imeli zdaj par dni nazaj priložnost v državnem zboru spregledati, kako si predsednica državnega zbora jemlje pravico presojati pravzaprav o nekih zakonih, o nečem na koncu in na koncu celo Černača mekaj manjka pošljevan iz dvorane. Pa to je res. Hočem reči, da je sistem v celoti je v resnici nekoliko zašel, ker se spodbuja to mediokracijo, ne spodbuja pa se v bistvu, da če neki prav, da stojiš za tem in da vztrajaš na tem, kar je prav. Nataša Pirc Musar je pošiljala ven evropske poslance iz Evropskega parlamenta, tako da to, če Urška Klakočar Zupančič pošlje Černača ven iz Slovenskega parlamenta, je to mala manica. Ja, ampak to je dejansko posledica tega, ker ko opazuješ osebnostni razvoj, ugotoviš, ko majhni ljudje dobijo oblast, takrat hočejo to se pokazati, kaj so oni. Prava hierarhija tega osebnostnega razvoja je ravno obratna. Višji si v strukturi, boljš razumeš, bom rekel, od posameznikovih, od osebnostnih lastnosti do seveda družbenih vidikov in tovrstne stvari delaš z, kako rečemo radi, s tresočo roko. Ampak nisem čisto razumel, kaj si hotel povedati v zvezi z Avdićem?
ker mi smo prejšnji ponedeljek o tem debatirali sicer. Ja, hotel sem reči to, da je Avdić v bistvu eklatanten primer tega, da je nekdo iz tega sivine nekega bloka medijskega, recimo konkretno Odlaskovega imperija, dobil ime priimka. In kar naenkrat kaj se je zgodilo? Zgodilo se je to, da bo plusknil ta slab ugled v bistvu, ki se zdaj kolobar okrog teh dobrodelnih dejavnosti in tako naprej, ki so same po sebi za pozdravta, bo padla temna senca, in na tak način pada temna senca v bistvu na sodnijo, pada temna senca na medije, pada temna senca na KPK recimo, v bistvu ravno zatega, ker ljudje, ki so znotraj tega, ki so odgovorni, recimo konkretno, če govorimo o medijih, se v Sloveniji imaš 20 urednikov, se jih nimaš 15 000. 20 urednikov. Formalno jih imaš nekaj čez 1000, ja, sicer. No ja, ampak imaš 20 urednikov, ki na takšen ali drugačen način, ki so pri koritu z denarjem, ki so pri koritu z vplivom, ki imajo dostop do in informacij in interesnih različnih združenj, in narekujejo nek tempo. In to je, večinoma je potem skrito v neko sivino. In potem si človek, ki to delač opazuje, naravno naredi neko predstavo v smislu, saj gre za nek blok, za nek konglomerat, ali pa kako bi rekel, za nekaj, kar se niti ne da niti razbiti, in prideš potem do verjetno najbolj strašljive točke, da ljudje rečejo, se nič ne mora spremeniti, se to bo kar trajalo, ta apatičnost. In zato je ta govor, ko govorimo o žarku upanja, ki očitno je začel sijati tudi v pravosodje, je v resnici velika novica, da so tam noter prvič ljudje z imeni priimki, drugič razpravljamo o konkretnih imenih priimkih, ki kandidirajo za ustavno sodišče in opozarjamo na takšna velika odgovornost je v ozadju, in zato pravim, da je verjetno Slovenija po svojih 30-35 letih prišla na neko točko, kjer je mogoče čas za nek prelom v neko novo realnost. Če boš imel še kaj okoli pravosodja, ker potem jaz predlagam, da gremo, zdaj, ko smo že pri Nataši Pirc Musar, to me je zanimalo vajno mnenje, zdaj mi smo že debatirali zadnjič okoli tega njenega nastopa v Evropskem parlamentu, kar zadeva Gazo, pač sem se zmotila, pa je rekla Zahodni breg, ampak pustimo to. Zdaj, ampak kasneje je pa dala neko idejo, da bi v bistvu Evropska unija se začela pogajati z Rusijo oziroma z Ukrajino preko nekega sveta modrecev, kjer naj bi očitno bila tudi noter Milan Kučan pa Danilo Türk, Zdaj, to je, nekateri mediji so to povzeli, zdaj je pa tudi nekaj malo nasmihanja o tem. Kakšna je zdaj vaša ideja o tej njeni pobudi? Ta pobuda gre zelo po agendo, moramo ne prevedati. Nataša Pirc Musar je bila Kučanova kandidata. Ta pobuda si zanima nekega realnega možnosti za uspeh. Se bom prišel. Ja. Nataša Pirc Musar je bila Kučanova kandidatka. Zdaj, mi smo mogoče že malo pozabili, sem pripravljeno, da sem si osvežil spomin. Dajmo se spomniti februar 2013, se pravi 2 leti nazaj, je prvo podpisanje 23, hvala lepa. Ja. 23 je Kučan pozval k miru v Ukrajini in prvi podpisan je bil Kučan, javno pismo, potem je bil pa Danilo Türk. In to pismo je bilo tako problematično, da se je zgodilo nekaj, kar se zelo redko zgodi. 2 tedna kasneje so se oglasili veleposlaniki v Sloveniji, tuji veleposlaniki, kjer so rekli, podpiramo Ukrajino. Skratka, zdi se, da ta dva gospoda imata neko aktivno vlogo na proruski strani, potem se pa preselimo 2 leti naprej, zdaj nedavno, ko Danilo Türk reče, da Ukrajina se bo morala sprijazniti s tem, da je poražena. Zdaj, ne vem, zakaj gre, ampak na prvo žogo, ko jaz tu gledam, se rečem, wow, a so ti ljudje slučajno na financah ruskih? Ker to je moje vprašanje. In zdaj, če je Milan Kučan, ti ljudje misliš Kučana in Türka in predsednico. Zdaj pa, če je Milan Kučan postavil Natašo Pirc Musar, on ima, jaz mislim, da brez Milana Kučana. Nataša Pirc Musar se svojo tajkunsko zgodovino nikdar ne bi izvolila za predsednico, se pravi, mu dolguje vse, in kar kaže, in tega se bojim, da je predsednico za svoje siceršnje interese, bodi si ideološke, bodi si tudi celo bizniserske, tako razmišljam kot komentator, kar opazujem, jo je instrumentaliziral. Ampak s tem, če je instrumentaliziral, pazi, za svoje namene, je s tem instrumentaliziral državo, ker po ustavi je predsednica tista, ki predstavlja državo. In to je tisto,
Ker lahko govorimo o neki ugrabljeni državi. In zdaj, kar je Edvard rekel, zdaj stlele prihajamo, ne, mi smo do zdaj vedno govorili, ugrabili so nam državo, kar je zelo populistično, zdaj pa prihajamo do imenov in priimkov in do mehanizmov. Ne. Se pravi, zdaj pogledamo, mi samo track record pogledamo, ne. Se pravi, Milan Kučan, Danilo Türk, ne, zelo proruska retorika proti Ukrajini, ne, Ukrajina, dajmo biti iskreni, bije bitko za Evropo, ne. Oni tam bijejo bitko zato, da nam ni treba, ne. Ona zelo proruska retorika in zdaj naredi isto Nataša Pirc-Musar, ki je Kučanova kandidatka. To meni diši po instrumentalizaciji Republike Slovenije za neke zasebne ideološke bizniserske interese, ne? Se pravi za pomoč pri delitvi nekih vplivnih interesnih con, ker prihajamo iz sveta, ki je bil se pravi iz dogovornega sveta v multipolaren svet. Ne? Ja, jaz bi mogoče pa še lastnice ruske dače. Pa še ampak dobro, to je recimo zdaj figurativno gre lepo, na primer razumem, malo je predsednikov, ne, v Evropski uniji, ki so lastniki ruskih dač, ne, tako, ne, ja. No, ampak, mislim, sama ideja, ne, jaz pri tem razmišljam sledeče, ne, sama ideja, ponuditi neko rešitev, da se ta konflikt tako ali drugače nekako spravi na nivo, kjer se ne uporablja več orožje, je samo po sebi za pozdraviti. To se pravi, to je najprej. Ampak v času te njene ideje se je ta konflikt še ukrepil. Se strinjam, jaz se s tem strinjam. Ne? Ampak hočem reči to, ne? Da že sama ta ideja je sama po sebi za pozdraviti. Okay. Druga stvar je, da več kot očitno tudi predsednica trpi za tem kompleksom, da bi rada naredila nekaj državniškega, nekaj velikega. Ne vem, pač najbližje tej zgodbi je pač odhod teh 3 predsednikov takrat vlad v Kijev, kjer je bilo v bistvu nekaj, kar je bilo nam vsem tako, da smo malo Marička pomagi. Ne? Mislim, koncu se je bilo še nevarno to takrat. Se pravi, nekaj tazga, kar v bistvu ne naredi vseeno vsaka. To je druga stvar. Tretja stvar je, zdaj, ko pa jaz razmišljam o tem svetu modracev, tukaj se lahko večinoma samo strinjam, da jaz tukaj pogrešam imena širšega političnega spektra. Zdaj, če kdo je prorusko kontaminiran, je prav Danilo Türk. Ko vsakič, ko pride komentirati in je pač vsaj 2krat na teden stavni del na TV Slovenija. Odmeval, mislim, in tam pač neko agendo izvaja in tako naprej. Jaz ne vem, zakaj strela jasna potem, kar vsi skupaj ne položijo orožja in pustijo Rusi, da zaključi to zgodbo v Ukrajini, če je vse tako samo po sebi pomembno. Tako da jaz tukaj pač pogrešam prav to, čemer smo prav danes govorili, neko širino, da se povab v nek tak predlog v bistvu, da se povab pač širši spektar nekih modrih ljudi, za katere jaz verjamem, da jih Slovenija ima in ne nazadnje ljudje, ki pač poznajo, ker ne nazadnje četrta točka v vsem tem, kar bi rad dodal, je pa to, da jaz ta poziv ali pa to idejo prav zaradi tega, ker je dobra sama po sebi, da bi se poskušal konflikt umiriti, je bolj namenjena nekim notranjim političnim zgodbam, kot pa nekim resnim zunanje političnim zgodbam ali pa celo nekim resnem igranju pač v evropskem ali pa svetovnem prostoru. Pa še ena stvar v tej zvezi, ker je tudi v bistvu notranja politična zgodba. Urška Klakočar Zupančič je zavrnila prošnjo izraelskega veleposlanika v Sloveniji oziroma pristojnega za Slovenijo, da pride k njej na pogovor. To smo že nekaj rekli, ampak sam to bi še pač rekel. In pogledal sem potem odziv tega ruskega veleposlanika na Planet TV in videl sem izraelskega in videl sem, da gre v bistvu za resnejšo zgodbo, kot se nam mogoče zdi, za vrnitev takega vabila. Bil je celo malo nediplomatsko odločen, glede tega, kaj recimo pač se lahko zgodi Sloveniji, recimo, če bo vodila takšno politiko. Zdaj, to, kar je pa naredila Urška Klakočar Zupančič, se pa zdi tako malo, kako bi rekel, otroče, ker to bi mogle biti neke državniške poteze tukaj. Če smem tole, jaz bi ločil. Se pravi, jaz mislim, da Ukrajina-Rusija zgodba je bolj ta bizniserska, ta Palestina-Izrael je pa interna, se pa s tabo strinjam. Urška Klakočar Zupančič po mojem se ravna po javnem mnenju. Njo samo to zanima. In se ne zaveda v resnici, da Izrael ima precejšno moč. In da takih stvari na diplomatskih pač ne počneš. Ne zato, ker imaš moči, take stvari se prosto ne počenjajo. Ti ga sprejmeš in pač se z njim pogovarjaš, argumentiraš svoje in podobno. Ta zgodba pa je izključno po mojem za notranjo politiko, pri čemer se Urška Klakočar Zupančič, ker ni dorasla funkciji, ki jo zaseda, ne zaveda zunanje političnih posledic.
Predvsem lahko sklepamo zelo preprosto, da je več ali manj samo TV Slovenija tisto, kar ona spremlja. Ne. In iz te logike pač prideš do nekaj, kar je samo po sebi genocid, treba je zavrniti, treba je dati jasno stališče, treba je dati nek message, kot rečemo, ne? In potem pride do tega, kar je naravnost, jaz mislim, da je to tragično, no? Da sploh da pridemo v tak položaj. Kot zdaj, če smem jaz tele vsem dodati, jaz spremljam, ki je več kot Rada televizija Slovenije, jaz tudi mislim, da Izrael prekoračil klasično samoobrambo, mislim, da gre za sume resne kršitve mednarodnega humanitarnega prava, kar se dogaja v Gazi, ne? In z tega stališča jaz mislim, da tukaj svet bo moral nekaj narediti. Ne. Zdaj pa opletati pa kar z genocidom, kot sem že rekel, ne, je pa v bistvu zloraba tega pojma, ki je strogo določen pravni pojem in o njem odločilo meddržavno sodišče v Hagu in tukaj že je. Ne. Ampak vseeno se mi zdi in zaradi tega ne, ima tudi ta tema, ne zato, ker sam RTV o tem poroča, kot sem rekel, jaz spremljam tudi druge medije in mislim, da tam ni vse v redu. Ne. Žal, tako to je. Ampak še enkrat, ne, mislim pa, da vseeno nek državnik, ki je vrhunski, ne, ki je tretji človek v državi, ne, če je prvi premier, drugi predsednik, ona tretji človek v državi. Ne, ni drugi človek, tretji. Prvi predsednik, se motiš, Peter, predsednica republike, predsednik državnega zbora, oziroma predsednik vlade? Tretji. Potem je pa pač druga v državi, ne. Zdaj pa ne vem, kdo je četrti, ali predsednik ustavnega sodišča ali je to državni svet. To pa ne vem točno. Ampak zagotovo je ona druga. No, pa druga v državi ne, se more zavedati, da more, se pravi, delovati diplomatsko. Ne. Tukaj bi jaz pohvalil recimo Tanjo Fajon, ne, ker sem večkrat grajo, ko so rekli, da bi ona morala odpoklicati veleposlanika iz Izraela, je rekla, da veleposlaništvo je tudi pomembno zatočišče tam dol, ker pač znotraj veleposlaništva ima država svojo suverenost in je pokazala to širše razumevanje, kaj pomeni mednarodni odnosi. Ne. In recimo tukaj Tanja Fajon dobro odreagirala. Ne. Razume cel kontekst. Je sicer izrazito na pro-palestinski strani, ne, ampak razume kontekst mednarodnih odnosov. Medtem ko Urška Klakočar Zupančič, ona želi biti zgolj všečna, misli, če bo za eno izjavo rekla, ne, bo zaradi tega dobivala politične točke, ki jo očitno po tistem, kar si ti razkril in potem se mogla utirati v javnosti, močno rabi, ne, ampak močno potrebuje, ampak v resnici je pa pač tle razvodila. Še to sporoči preko Facebooka, ja. Še tako smo v bistvu izvedeli na nek način, ne. Ja. Dobro, predlagam, da gremo zdaj spet, itak smo že, ne, na področju notranje politike. Zdaj danes je KPK je zdaj uvedla preiskavo zoper Roberta Goloba. Je zdaj to, z afero Karigador, to je zdaj neka nova dinamika, ne? No, sam preiskava ni nova dinamika, ne? Se pravi, seveda stopnjuje dinamiko, zdaj je Robert Golob postal uradno osumljenec. Ampak to je zdaj, se mi zdi KPK danes naredila, ampak to je ono v času, ko je Golob nekako na nek način uspešen že v tej predvolilni kampanji. Ko je vse saniral. Hodijo dogodke, snema razne videospote, tako da sploh ne vem, v bistvu, če dela še kaj kot predsednik vlade, ker očitno se zdaj ukvarja s kampanjo in zdaj pa dobi to porcijo sa strani KPK-ja. Več stvari se je zgodilo. Najprej, kar je meni fascinantno, afera Karigador je pokopana afera bila do danes. Ne? Zginila iz medijev, ni bilo več. Itak je imel samo Urošlak na Pop TV, druge niti ni odpiral. Ne. Potem zgubili so referendum, ki je kot lanski sneg, podpora mi je zrasla. Ne. Doživeli smo največji padec BDP-ja v Evropski uniji v prvem četrtletju, nič ne. In zdaj se zgodi ta afera in z tega stališča, zdaj KPK stopnjuje svojo odločitev in z tega stališča mislim, da je tu nova dinamika. Ne. Opažam pa eno drugo zadevo, ne, da lev politični pol, tako javnomnenjski voditelji, ne, kot tudi levi volivci, ne, jim gre Robert Golob na živce. Ker v resnici, jaz mislim, da se... še zdaj opazil, Peter. Čakaj. Ker v resnici moramo vedeti tudi to, ne, gre tudi v dveh, to sta dve različni strukturi volivcev. Ne. Ena ima rada močne osebnosti, desni pol, ne, in recimo zaradi tega Janez Janša kot absolutist, ne, kot absolutni, se pravi, kot nekdo, ki kaže svojo moč, svojo absolutnost, ne, zelo ustreza. Ne. Levi pol ima rajš to bolj razpršeno. Ne. Ampak Robert Golob, ne, se pa obnaša podobno, kot bi naj se obnašal voditelj na desnem polu. Ne. In gre že zaradi tega na živce. Ne. Se pravi, se obnaša kot nek samodržec. Ja, samo zdaj sem videl, zdaj sem videl, da je začel tudi on govoriti v imenu levega pola. To se prej ni dogajalo. On je prvi novi obraz, so se prej pogovarjali, ki je razlika med obema poloma, ki je razumel, da če želi ohraniti svoj monopol na levem polu, mora ustvarjati polarizacijo. Ne? Janez Janša govori, ugrabili so nam državo, vrnili bomo nazaj, to je bilo tudi naslov, vrnimo ljudem državo nazaj v svoji nosilni resoluciji. Robert Golob je poštekal, ne, da mora, če hoče obhraniti svoj absolutizem na levem političnem polu, govoriti, ogroža nas desni populizem, enotni ga lahko edino premagamo, sicer bodo vse vrednote, za katere se mi borimo, pokopani. Zdaj smo dobili to dvopolnost. Ne. Ampak
Zdaj pa, kjer ima on problem, ne, je pa ta, da zdaj gre Golob, težavo. Zdi se mi, kot slišam, v ozadju že sestavljajo Prebiličevo ekipo. Ne. In neka logika stvari ljudi, ki se znajo iti politiko je v tem, da ne rušiš tistega, ki ti varuje prestol, dokler nimaš v ozadju nekoga postavljenega. Zdaj, če to res bo pokazal čas, ne, ampak to bi lahko bil en od signalov, ne, da so našli obraz in strukturo, ki se bo postavila za nekom novim, ali je to Prebilič, ali je to mogoče Mrvar, jaz ne vem, ne, lahko je to kdorkoli. Ne. In v tem primeru bo pač verjetno KPK odločil pred volitvami, ampak jaz mislim, da te razsodbe KPK-ja, ne, bo pa se, če bo do tega slučajno prišlo, ne, so pa Robert Golob zelo težko otresel, bo pa zelo zanimivo gledati, ko bomo imeli zdaj tudi na levi voditelja, ne, mogoče celo prvič, se ne spomnim še videl, ki bo vpil krivosodje, ne, ker on je tu že naredil, on je že rekel prvič, ki je bil takrat policijska preiskava, ne, je že KPK označil kot spolitiziran organ, ki je instrumentaliziran in tako naprej in bo zelo zanimivo gledati tole retoriko. Skratka, mislim, da prihajamo v čas, tudi zato, ker se naša država čisti, prej smo imeli pravosodje, ne, kot je rekel bivši predsednik Pahor, te strukture, ki so imeli vse vzvode v svojih rokah, postajajo šibkejše, tudi starajo se, ne? In zaradi tega gledamo to zgodbo na odprti sceni in to vsaj meni kot opazovalcu in za analitiko, kaj se dogaja v tej državi, izjemno Zdaj, pa jedno dam besedo, Edvard, sem to vprašal, ko si pa na Mrvarja prišel, predsednik uprave Elesa? Ne vem, različni ljudmi sem se pogovarjal, kdo bi lahko bil nov obraz na levi in nekdo mi je navrgel Mrvarja, ne? In ima samo eno težavo in ta težava je v tem, da v bistvu je Robert Golob kot elektrokral, ne, priskutil, se pravi, električno energijo prebivalstvu in on bi se moral otresti tega, ampak mislim, da kar dobro nastopa tudi v teh elektroenergetskih zgodbah in je tudi resnično strokovnjak, ne, bi to lahko opravil in morda je ena figura, ne, zmanjkuje teh figur na levem polu, ki bi lahko nosile zastavo. Pa dokazuje preživetvena sposobnost in ne nazadnje že toliko let tam. To je pa res, ja. Sodelovanje, lahko ampak jaz mislim jaz na to trenutno stanje v političnem prostoru gledam mogoče nekoliko bolj poenostavljeno po eni strani, mi pa precej pomaga, no, pri tem razumevanju dogajanja in sicer mi imamo na eni strani v bistvu neko homogeno enoto, ki dosega, to se pravi z Janezom Janšo in s tem SDS širšim krogom dosega, ne vem, dajmo reči, ne vem, čez 30-35% prostora, ne. Potem imamo nek skrajni rob skrajnežev, kamor večinoma sodijo, to se pravi skrajni levičari, pa tudi neki desničarjev, to se pravi v nek odstotek, in kad dodaš še neopredeljene, prideš do nekih 15% recimo nekega volilnega telesa, ki je težko dotakljiv, ne? Kar pomeni, da čez palc, bom rekel, imaš pa 50% volilnega telesa, kjer se pa giblje 50 odtenkov sive, ne? Od konzervativno sive prek sredine na progresivno sivo, ne? In tukaj noter imamo zdaj neko čudno prerivanje med dvemi potencialnimi kandidati, pa da ne bom delal krivice, recimo tudi, to se pravi potencialnim kandidati Prebilič Logar, ne, to se pravi od konzervativno sive proti progresivno sivi, ne, od Logarja proti Prebiliču. In pa da ne delam pač krivice, sem zaenkrat, pač ankete javnega mnenja ne kažejo, ne vem kaj, ne, recimo, ne vem, Ljudski stranki, Resnici, pa bom rekel, pa ne vem, Glas upokojencev, pa Vesna, pa ne vem kaj še vse se tam v zadnji kolobar je zanemarljivo, ne. Jaz sem enkrat že pač menil kot eno od opcij, da bi mogoče celo na neki točki lahko prišlo do nekega, dajmo reči, pakta ali pa neke povezave med temi 50 odtenki sive, med Prebiličem pa Logarjem, ne, in bi nastala v bistvu neka taka širša centralna zgodba, ki bi nagovorila. Problem te sivine pa je v fundamentalni razliki, ne, da teh 30% ljudi, ki recimo podpirajo Janeza Janšo, se strinjam lahko, da volijo Janšo. Ne? Ampak oni so, kako bi rekel, vezani na neke programske izhodišča, ki se precej jasno komunicirajo. Ne? Teh 50 odtenkov sive pa v resnici razen to, da je eno veliko sidro anti-Janša, znotraj tega, da smo malo bolj liberalni, da bomo ne vem kaj, ne, se nič ni pokazalo. Ni se pokazalo, da so davki sproščeni, ni se pokazalo, da imamo več, to se pravi, kako rekel, teh človekovih pravic, ne, in tako naprej.
tonemo pravzaprav po teh osnovnih parametrih svobode v družbi, to se pravi tonemo, ne? Kar pomeni, da teh 50 odtenkov sive, ta del političnega prostora nima nekega jasnega programskega jedra, ampak dobesedno te akterji v bistvu bolj tako kot neki ribiči gledajo, kam se bo to volilno telo nagibalo, ne? Katere so tiste všečne besede. Rekel sem pa fundamentalno izhodišče, da imaš na eni strani vsebino, na drugi strani imaš pa formo. Ne? In volilci Svobode so pokazali zelo jasno, 400,000 ljudi je pokazali, da voli formo, lepe besede, blebetanje o svobodi, o ne vem čem sploh, ne? Kar pa se je na koncu izkazalo kot pogubno za družbo. Ne? In jaz se tukaj lahko, seveda se strinjam, ne? Da je ta odbojnost Roberta Goloba sledi moji napovedi, katero zdaj vedno večkrat javno ponavljamo, o njegovi usodi enega bolj preziranih figur slovenskega političnega prostora, ne? Ker ni teh vsebinskih sider ni, na kar bi se lahko... Sej, ta tvoja teza je znana, ampak zdaj doskrat jo pa ankete demantirajo, ne? Ja, ankete demantirajo zaradi tega, ne? Kaj se zdaj kaže. Podpora vladi pada, medtem ko krepita se dva glavna akterja, ne? Se pravi SDS in Gibanje Svoboda. Ne pa Golob, ne? Sicer, ne? Ampak tu smo že razložili, tudi Janez Janša se ne krepi na lestvicah priljubljenosti politikov, ne? Da ne bo pomote. Zato, ker ti, če hočeš biti močan, se pravi, da imaš ta mandatarski potencial, moraš... sam Golob je bil na vrhu, pa je padel. Razumem, ampak glej, krepita se oba. Tu kaže, da se krepi polarizacija. Skratka, in zdaj, potem, ko se krepi polarizacija, ljudje več ne izbirajo v teh sivinah na levi in desni, ampak se odločajo za pol. Ker je en pol absolutno dober in ga tudi absolutno branijo, drugi absolutno slab. In ko se ti odločaš izključno za pol, je isto, kot če greš malo daleč, ti ne vidiš civin, ti vidiš samo eno figuro in pogledaš, kdo na tem polu ima mandatarski potencial. In trenutno je situacija taka, na levem polu mandatarski potencial ima Gibanje Svoboda z Robertom Golobom, na desni edini mandatarski potencial ima SDS za Janezom Janšo. Skratka, kdor mu je bližji desni pol, bo se opredeljeval bolj za Janeza Janšo, kdor pa bo levi, pa trenutno za Roberta Goloba. Če se pa pojavi tukaj tretja figura, ki bo znala igrati tudi na antigolobizem, se pa lahko potem na levem polu izrine Roberta Goloba, ampak na koncu bo to spopad dveh. Pa imaš pa še cel kup ljudi, ki jim pa tale močne figure niso blizu. Ljudje smo pač različni, enim je to bliže, drugim ne, in te išče potem alternative in zaradi tega, zdaj, kar kaže ankete, se ti nabere cel kup teh strank, ki so pa na parlamentarnem pragu 4%. In to se nam dogaja. Ampak to, kar pravi Edvard, Prebilič pa Logar. No, zdaj smo lahko prebrali, Suzana Kos je pisala o tem, da je Anže Logar naročil Penina Mediji anketo o tem, s kom naj se on poveže. Kaj to pomeni? Ne, glej, verjetno dela raziskavo, kar je tudi po mojem zelo pametno v politiki, kaj je ljudem všečno. Ker politika je eno, kar rekel Edvard, je programsko izhodišče, ampak to pride v vlogo, ko zmagaš volitve. Za zmagati volitve je pa všečno. In v Sloveniji imamo fenomen, ko leve vlade nimajo problem zmagati, imajo pa izjemen problem vladati, ker imajo programa. Desne vlade imajo izjemno težavo zmagati, nima pa problema vladati, ker program imajo. Skratka, tu sta dve zgodbi in verjetno Anže Logar, če to drži, da to res on naročil to raziskavo, ker tam je Suzana Kos je sklepala, da to naročil iz vprašanj, verjetno gleda, kako more všečno govoriti. Razumem, pa zakaj naroča, zakaj je tukaj vprašanje, s kom naj se on poveže, recimo, pa sodeluje? Verjetno zaradi tega tudi, ena stvar je, kad ti imaš potem soočenje, da znaš, koga boš bolj pohvalil in koga boš absolutno napadel. Recimo, če se spomnimo, ali so bile predsedniške, tudi v državnozborskih volitvah, dajmo se spomniti, Nova Slovenija je rekla, saj izgledali tako, kot sem gledal soočenja, oni so vedno napadali levico, ker so verjetno ocenili, lahko tudi oni zmerili, če napadamo levico, ne izgubimo nobenega od naših volivcev, ker je levica tako ideološko daleč, da pač zagotovo ni nobeni simpatizerjev, ki bi jih mi izgubljali. Ker pazi, ko ti nekoga napadaš, ti si na desnem polu, mogoče nekdo, ki je vseeno volil za SDS, ga boš ti morda prepričal, ampak če boš pa tolkel po SDS-u, boš te volivce zgubil. In v politični borbi je maksimizacija volivcev tisto, kar moraš narediti. Ampak kar se pa zdaj kaže, in to očitno Janez Janša zelo dobro razume, tudi če kdo je pogledal njegov kongres, je to videl, on je rekel, mi gremo v koalicijo z volivci. Se pravi, če hočeš ti dobiti res dober rezultat, to pomeni 15% plus, moraš pokazati mandatarski potencial. Se pravi, in levi in desni te mora videti kot nekoga, ki ima realne možnosti za zmago. In dokler
Prebilič ali Logar ne bosta tega dobila, ne, ali pa tudi Nova Slovenija, bosta vedno satelitske stranke. Jaz sem se namreč spraševal, recimo, ko je imel, sam što bi zaključil potem, ko je imel Janša programski govor, je imel izjemno dobre točke. Sem se pol vprašal, kakšen bi bil percepcija tega, če to povedal Tonin ali pa če komu Tonin všeč Vrtovec. Bila bi smešna. Pa ne zato, ker je Vrtovec slab politik, ampak zaradi tega, ker če govori nekdo, spremenili bomo to, javno mnenje ga pa percepira kot nekoga, ki se bori za vstop v parlament, to zveni smešno. Skratka, če želiš, da ima tvoja teža besedo, ko priješ pred mikrofon, te mora javnost prepoznavati kot nekoga, ki realno lahko prevzame vlado. Ne? In s tem imajo manjše stranke problem in dokler imaš ti nekoga, ki v javnem mnenju na tvojem polu je edini tisti, ki lahko prevzame vlado, si obsojen na to. To moraš prebiti, če hočeš se povzpeti. In Janez Janša se tega zaveda. Po mojem mnenju zaveda se, da je Logar to sposoben narediti in zato tako konsolidira svoje volilno telo. Ker če bi Logar dobil mandatarski potencial, potem Janša zagotovo mu bistveno pade percepcija javnosti. Zdaj ga po tvoje nima. Zdaj trenutno, se tudi ankete to kaže, ne? Logar je štartal, prve ankete so mu kazali okrog 10%, zdaj je šel na parlamentarni prak, ne? In daj vsaj kakšni anketi še sekal ven, zdaj pa mislim, da že kar vse ankete ga ima na 4%, ne? Skratka, zaenkrat ga nima. Pa še nekaj je pomembno, ne? Da ta trenutek, ne glede na to, kdo je hegemon na kakšni strani, ne? Nihče nima čez 50, ne? Da bi kar tako, jaz mislim, da ta fenomen Goloba pa Svobode na prejšnjih volitvah bo zelo težko ali pa, dajmo reči, skoraj nemogoče kar tako ponoviti, ne? Da bo s tako lahkoto se sprehodil skozi politično telo, da bi pokasiral tak visok odstotek na volitvah, ne? Kar pomeni, da jaz mislim, da recimo to, kar SDS ta trenutek počne, je v bistvu dobro, da štarta normalno na čim širšo povezavo z volivci, zato da pride do čim večjega odstotka, hkrati je pa v ozadju tudi zavedanje, če jim uspe zelo dober rezultat, da bo še vedno potrebno neko povezovanje z nekom. Sicer Janša je rekel, da se bo koalicija sestavljala kar sama potem. In zdaj, če se vrnem nazaj na tisto mojo tezo od teh 50% sive, zakaj govorim 50? Zato, ker imam nekako tako, ne, ko poskušam to razlagati, da je to recimo enih 50% volilnega telesa. In zdaj, če tukaj noter nekdo poseže in pobere, ne vem, idealno, ne vem, 20-25% bo kar naenkrat postal, kaj ne rečem, resen igralec, ne, kakorkoli. Zdaj, ali je to Prebilič, ali je to Logar, ali se združita v neko, jaz močno dvomim, da bi lahko kar nekdo zdaj kar tretji v letu. Takrat je Marjan Šarec, se takrat imel, kot ti praviš, mandatarski potencial, dobil je 13%. Ampak takrat je bilo razpršeno, takrat je bila pač ta taktika, se pravi, to deluje takrat, ker sta dva dovolj blizu. Ne? Če ima zdaj pa več majhnih strank, potem se tisti pol običajno tako organizira, da reče, podprimo ta pol vseeno koga je, ampak ko imaš ti vse majhne, potem imaš veliko takih strank, za katere, ker druga stvar, ki je pomembna, je pa, da veš, da boš prišel v parlament. Skratka, recimo, da je nekomu Logar všeč, ali pa Nova Slovenija všeč, ali pa Levica všeč, ne? Ampak če bodo ankete konstantno kazale pod 4, bodo zgubili, to je negativna povratna zanka, ker reče ljudje, oni so meni blazno všeč, jaz ne maram tega, ampak jaz ne bom vrnil glasu stran. Skratka, to deluje takrat, kadar imaš na polu recimo 3 stranke, ki so vse šibke, ampak vse krepko čez 4, nobena ni vprašljiva. Potem ta pol deluje. Trenutno je pa tekma taka, da na desnem polu, se pravi, tudi kar je Janša napovedal, koalicija z volivci, ne, bo za desne sestrske stranke, za Novo Slovenijo, ne, pa tudi za Logarje bo peklensko. Ker bodo v njegovi senci, Janša je rekel, mi rabimo mandat in postavil 2 pogoja, ne, pri čemer tisti drugi pogoj, ki ga jaz sicer podpiram, jaz nimam težave s vsemi 3 totalitarizmi, v resnici pravi, da ne bo ob tem pogoju zagotovo niti SD bi se razklala, če bi šla v to zgodbo. Ne. Samo tista, kot rekel Miran, ne, Pahorjeva linija bi to sprejela, druga pa absolutno ne, ker je to ideološko vprašanje. Ne. Dobro, še eno vprašanje, imam zdaj predno končal. Jaz sem, če si hotel še kaj dodati. Ne, hotel sem samo to reči, da je tukaj verjetno največji izziv ta trenutek v slovenskem političnem prostoru je predvsem za to demokratično transparentnost ali pa za različna mnenja, je prav to, ne, strah pred izgubo glasu. Ne. Zdaj Janković, da končamo, no, ampak Janković ne bi bil tisti, ki zadržuje Kučana pri tem, da podpre Prebiliča. To je pač slišati, ampak Janković zdaj pač rekel nekaj fascinantnih teh pohval na račun Goloba, ne, da je Golob mednarodna politična zveza, ne, in pa da vlado vodi odlično. No, ker Janković ustraja na Golobu še vedno. Ne? Ja, očitno kaže tako, zdaj če malo cinično se zraven, sveda je zvezda, ne, se je to v Združenih narodih pomizi, ne, ne, ampak ne, zdaj jaz mislim, zdaj to so se prej pogovarjali, to so zdaj gole špekulacije, ne, da tudi ta KPK, ne, se pravi,
Kučan razume, da tisto svoje mreže, ki ima, lahko on ne more vse delati z avtoriteto. Ker potem dobiš ljudi, ki se te bojijo, te pa ne spoštujejo. In taka mreža se ti prej ali slej razsuje in začne delati tiho proti tebi. In če želiš ti zadržati spoštovanje, lahko nekoga, ki je še vedno v preferenci, v tem primeru Jankovića, kot smo tle v tej oddaji večkrat se skrivali, verjetno zaradi srbskih povezav, tudi Čeferini so v tej zgodbi zelo verjetno, ker jim pač Golob dostavlja kot še nihče do sedaj, ustreza, rabi verjetno Kučan nek mehanizem. In bo zdaj zanimivo videti, a je KPK ta mehanizem, ker če bo pa KPK izrekel, da je kršil integriteto, potem mislim, da ima sicer Golob še možnost pritožbe, ampak tu so potem formalne stvari. Se pravi, že zdaj, da je on v preiskavi, je problematično, ker to pomeni, da do zdaj je bila samo prijava. Od danes naprej obstaja utemeljen sum, da je kršil integriteto, kar je še vedno nedolžen, ker po naši ustavi, dokler ti ni pravnomočno, ampak je tvoj videz nedolžnosti malenko že manjši. In če bo še ena stopnja, potem lahko gre Kučan pred svojo mrežo reče, glejte, sej ga lahko podpiramo, tudi Jankovića. Pričemer sem slišal, da tudi ko so razveljavili sodbo Stožice na Višjem sodišču Jankoviću, moji veri pravijo, da to Jankovića resno zaskrbelo. Tudi zaradi tega, ker smo danes govorili, ker se zaveda, da se je pravosodje s časoma izčistilo in to je zelo pozdravljeno, ker to mi resnično rabimo. To rabimo skoraj bolj kot pametno politiko, ker če ne deluje sodni sistem, tudi politika ne more ničesar. In se zaveda, da vseeno ti centri moči nimajo več take kontrole nad sodstvom in so zadeve odprte. In lahko na koncu lahko tudi obsoja. Oprostilna sodba Janši, pa hkrati razveljavitev oprostilne sodbe Jankovića. Ja, in z zahtevo, da se zamenja sodnik, ker pomeni, da se zadeva zopet izpelje, in jaz mislim, da Janković ne more čisto mirno spati, da bo zgolj rekel, jaz sem bil vedno proti Janši in ne bom pristal v zaporu. Jaz slišim, da je zelo nervozen. Pa še pri Golobu se v bistvu na obzorju izrisuje stiska, ker je on sam trdil, da v primeru, če bo KPK ugotovil resno kršitev, tako da bo on sam to je rekel, že tega ne bo razumem, ampak bo stiska samo še večja. Na drugi strani imamo pa Jankovića, ki deluje po nimam boljšega izraza, ne mislim dobesedno, ampak po nekem takem dobrem, starem mafijskem načelu, da ni pomembno, kdo nas napada, mi bomo držali skupaj. Da ni pomembno, kaj se bo zrušilo, kakorkoli mi bomo do zadnjega ustali skupaj in bomo po domač povedano za svoje vojake pač poskrbeli. In to je tudi po moje en del teh komentarjev na račun Goloba o teh strašnih uspehih. Čeprav se vidi, ravno ta razveljavitev odločbe upravne enote, kar je naredila vlada oziroma pristojno ministrstvo, minister Jože Novak, kako dejansko ta vlada res veliko, oziroma vse dostavlja Zoranu Jankoviću. Dobro, s tem pa končamo. Skratka, to je bila današnja ura resnice. Vidimo se spet prihodnjič, čez 2 dni. Do takrat pa seveda ne pozabite, kjer je bojanje tudi požar. Pa hvala Edvardu pa Peter za komentarje. Hvala za povabilo. Hvala za povabilo, ja.